treba malo ugibati, pa aktiven živeti, pa na ta grd dan ne bilo drugega za delati, kot pa je malo teči. Dolg časa nisem se pomeril na tekmovanju, sploh na daljše distance. Bilo je zelo zanimiva izkušnja. V odlični družbi sem tekel, to si ne bi nikdar mislil, da mi bo spremljal gospod Kejžar in super. In pa vreme je za teč idealno. Pol pa v Ljubljano po normo. Pa upamo, da bo pri žrebu sreča, če bo norma dosežena. Najprej se prijaviš, pride sem, Roman Kejžar te ogreje, tečeš Cooperja, dobiš certifikat s svojim časom. Potem pa treniraš, da dosežeš svojo olimpijsko normo in prideš v Ljubljano 18. junija. Nekatere vidimo, da so že vrhunsko pripravljeni, dobro tečejo, veseli smo pa predvsem tistih, ki pač grejo malo slabše, da so se sploh odločili, da pač pridejo. Ko sem po valu 202 slišala, da lahko pridejo tudi tisti, ki so manj pripravljeni. In tako sem se odločila in sem rekla, grem z njima ne samo kot navijačica, ampak tudi se bom poskusila, da vidim, kakšen je moj čas. Bi priporočal tudi vsem, ki se rekreativno ukvarjajo z tekom, da se posvetujejo o tehniki teka z svojim trenerjem, kajti na ta način lahko dejansko zelo zmanjšajo tveganje za nastanek poškodb. V rekreativci rečemo, da so ful taka heterogena populacija, kar pomeni, da imamo take od začetnikov, pa take do tiste, ki so pa res že podobni vrhunskim športnikom. In zdaj športni psihologi probamo na vsaki izmed teh točk oziroma vsaki izmed teh faz probati čim bolj pomagati rekreativnim športnikom, če seveda pridejo, če želijo, kaj povprašajo. Vabljeni vsi dva dogodka so za nami, še 3 obstajajo, to se pravi petek Ljubljana, sobota Koper, nedelja Novo mesto. Pridite, olimpijska norma je lahko tudi vaša in s pomočjo norme lahko potujete tudi v Rio 2016 z našimi olimpijci.